gospodje, gospe, ampak prav je, da rečemo Slovenke in Slovenci. Prav lep dober večer na predavanju okrogli mizi. Pozdravljam našo predavateljico, profesor dr. Zvonko Zupanič Slavec, dr. Andrejo Valič Zver, ki bo tudi potem nas nagovorila, predsednico Nove Slovenije v mestni občini Kranj, Ireno Dolenc, svetnike in svetnice mestne občine Kranj in seveda tudi vse ostalih. Ta referendum ne bi bil, se ne bi zgodil, če bi nam vladali ljudje, ki vejo in jim je za stvar. Ta referendum se zgodi, ko je družba sprižena, ko se ukvarjajo z vsem, samo s tisto zadevo, kar je pomembno, da bi nam zmanjšali davke, da bi lažje živeli, ampak to gre tako mem, da se pa neki spomnijo, da je to pomemben, je pa eutanazija, ampak to delač od tega, da je to pomembno. Da se pa bi kolega, da je malo Naša družba to ne rab. In vsi zanimiv, ko se pogovarjamo na stojnicah, da so tudi podprle to vse verske skupnosti, ampak zanimiv, kaj rečejo muslimani, kaj rečejo pravoslavci, onaj zgoraj odlučijo, kaj će biti kraj. Ne mi. Ne. In zato prosim, da danes smo se tukaj zbrali, ampak to ni še nič. V nedeljo je treba iti na volišče. Vse tole, kar bomo danes poslušali, kar bomo rekli, super, zato da dobimo naboj, da lahko povabimo prijatelje, sosede, znance, ampak v nedeljo ne smemo ostati doma. Zvečer ob 7, čez 1 uro v nedeljo, bo zastor padel, takrat se bodo šteli glasovi. Takrat je to pomembno. Kaj pa lahko do takrat naredimo še veliko? Vsak od nas ima tale mobitel. A ga kdo nima v tej dvorani? Ne dvigne roko, tisti, ki ga nima. Vsi ga imamo. To se pravi, se da narediti veliko. Če delimo na Facebooku, na družbenem omrežju, takele spote, ne samo pritisniti všeč mi je, ampak treba je deliti. To gre tako med ljudi, da se mi tudi zavedamo. Če nas je 100, nas to vidi na Facebooku 1000. Če še več delimo, jih je še več. In tako lahko pridemo do rezultata. Mediji niso naklonjeni. Mi smo jih danes povabili, nobenega ni tukaj. Toliko, da največ lahko naredimo sami. Še do nedelje in v nedeljo, da gremo voliti. Zdaj pa, da ne bom predolg, povabim kolegico Andrejo, da naredi en vod in potem začnemo. Hvala lepa Bojanu Humanu, novemu predsedniku Kranjskega odbora Slovenske demokratske stranke, in tudi jaz vas pozdravljam, gospe in gospodje, dragi kolegice, kolegi, prijatelji. Torej, danes imamo med sabo izjemno žensko, profesor dr. Zvonko Zupanič Slavec, doktorica medicine, ki vodi Inštitut za zgodovino medicine in medicinsko humanistiko na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in je tudi članica Evropske akademije znanosti in umetnosti. Mislim, da ima sedež v Salzburgu. Ja. In Zvonka, če dovoliš, da se kar tikava, ker se poznava zelo dolgo. Jaz sem jo prvič srečala, mislim, da je bilo leta 1998, ko smo imeli zgodovinarji slovenski v Izoli svoje zborovanje in je imela ona en sijajen referat o množičnih smrtih na Slovenskem. Tega se zelo dobro spomnim. Ampak gospa Zvonka je sicer po rodu Mariborčanka, je pa Kranjčanka, naša Kranjčanka, mislim, da že v leta 1989, ko se je poročila z Alešem Slavcem iz te znane kranjske stavbeniške družine Slavec. Mislim, da je Alešov stari oče Josip Slavec, ki ima svoj doprsni kip na Stari pošti, zidal številne stavbe v Kranju, od nekdanjega hotela Jelen
do raznih mostov in tako naprej. Tudi današnje Ljudske univerze, ki je bila to družinska hiša te družine Slavec. Gospa Zvonka je sodelovala, bom rekla, v mnogih kranjskih aktivnostih, tako v osnovni šoli kot v gimnaziji, pa zelo aktivna tudi v teh kulturno-umetniških krogih. Mislim, da je 24 let vodila to kulturno-umetniško društvo Slovenskega zdravniškega društva oziroma sekcijo, razne koncerte in tako naprej, ampak njena primarna dejavnost je pa vendarle zgodovina medicine in dentalne medicine, o kateri je napisala nešteto člankov, sodelovala v nešteto aktivnostih. In mislim, Zvonka, da tvoja bibliografija v Cobisu šteje že nekje 1800 vpisov. Veste kaj je to je fenomenalna zadeva. In zadnje njeno epohalno delo je Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. To je 5 debelih knjig, 3000 strani. Tako da mislim, da smo Slovenci eden redkih narodov, ki to imamo in smo na to lahko izjemno ponosni. Zdaj, Zvonka me je prosila pred tem njenim nastopom, da naj ne govorim preveč o njej, ampak vsaj nekaj moram povedati. Mnogi jo poznate iz nastopov na televiziji, na radiju, v medijih, takšnih in drugačnih. Danes bo pa nam spregovorila o tem proslulem zakonu o pomoči pri končanju življenja oziroma nekaj takega, ampak Zvonka pravi, to je asistiran samomor. In Slovenci smo že tako kot narod v vrhu števila samomorilcev. In zdaj nam še ta aktualna oblast ponuja pomoč pri samomoru in to pomoč seveda bo moralo izvajati zdravstveno osebje, zdravniki, medicinske sestre, če ne bo kazen tja do 5000 evrov. In že tako veste, da je stanje v zdravstvu zelo žalostno. In od tistega gesla predvolilnega 30 dni do zdravnika smo prišli do gesla 30 dni do specialista, ja, smo prišli do gesla, ne vem, en dan do samomora. Prepričana sem, da nam bo gospa Zvonka povedala tudi primerjalno, kako imajo to urejeno na Nizozemskem, recimo Kanada, Belgija. To so taki žalostni primeri, žalostni. In mislim, da mi kot narod, ki že tako ali tako izumiramo, ki imamo premalo otrok, naša demografska slika se slabša in da zdaj pristanemo še na samomor, je to dejansko samomor slovenskega naroda. In za to gre. Za to gre. Draga Zvonka, ti boš najprej nam nekaj povedala, potem pa seveda odgovarjala na vprašanja vas. Pripričana sem, da jih imate veliko, da boste tudi malo pokomentirali in da bomo preživeli skupaj en večer, ki nam bo ostal v lepem spominu in tako kot je rekel Bojan, vsi v nedeljo na volišča obkrožimo proti in Bog daj, da nam uspe. Hvala. Lepa hvala, dr. Andreji Valič-Uzvir. Se sliši? Izklopila samo zaradi jega. Ampak to ste slišali, ne? Da se zahvaljujem dr. Andreji Valič-Uzvir za to malo pretirano predstavitev. Saj veste, vsak, ki pač neko profesionalno delo dela, če hočeš nekaj narediti, je treba pač veliko delati. Ampak na koncu nekaj uspe in rata in si zadovoljen, ker pač si opravil svojo dolžnost. Danes pravzaprav bom imela eno najbolj žalostnih predavanj v mojem življenju. To, da moram govoriti o evtanaziji in to, da moram pri tem razmišljati, da je to namenjeno slovenskemu narodu, to je zame taka bolečina, da vam povedati ne morem kakšno. Če poskušamo pravzaprav razmišljati, zakaj je do tega prišlo? Kaj se v družbi dogaja, da smo mi danes tukaj, kjer smo? Družba se skozi
ves čas transformira, spreminja. Ampak največje civilizacijske stvari so bile te, da smo dosegli to, da je življenje nedotakljivo. Da praktično ni kulture, ni civilizacije na tem svetu, ki bi imela dovoljenje ubijanja. Ta dekalog, torej nedotakljivosti življenja, pa katerakoli vera je že za tem, ali ateizem, vemo, da od 1789 naprej gre za dekristianizacijo skupaj s francosko revolucijo, ne? In tudi če gre za sekularizacijo družbe, ločitev države od cerkve, od religije, ne? Je življenje nekaj, kar naj bi bilo nedotakljivo. In tukaj se potem sprašujemo, kje so neki razlogi, da torej nekaj, kar je za medicino bilo skozi 2500 let en postulat ne ubijaj preko Hipokrata, ki pravi v 5. členu svoje zaprisege, da ne bom nikdar nikomur, tudi ko bi me prosil, zapisal smrtonosne droge ali napeljal na misel na to. Kaj se je zgodilo, da naenkrat to ne velja več? Pa tukaj vseeno povem, seveda to je arhaična, torej en zakonik arhaičen, tako star, ne? Ampak v tem, da je pač življenje eno samo in da je seveda nedotakljivo, je pa enak tudi današnjemu času. Vsaj moral bi biti enak današnjemu času. Mi imamo od druge svetovne vojne naprej potem ženevske deklaracije, ki modernizirajo to Hipokratovo prisego in to tudi potem mladi zdravniki prisežejo ob prejemu diplome, ki je modificirana, ki je seveda malo bolj v duhu časa, ne? Ampak še vedno življenje je pa tisto, ki je nedotakljivo. In kje je torej razlog? Kaj se dogaja v družbi, v zahodni družbi po svetu, ker tega ni ne v Afriki, ne v Aziji, ne v Indiji, ne na Kitajskem, ne na Japonskem, ne v Rusiji, tudi v Južni Ameriki praktično ne, pa tudi severni zelo malo. Kaj se dogaja s to belo raso, kaj se dogaja z evropsko civilizacijo? Prišlo je do nečesa, o čemer smo premalo govorili, o čemer se je premalo razmišljalo. Do česa je prišlo? Prišlo je do dolgoživosti družbe, ki je postala po drugi svetovni vojni v 70-ih, 80-ih letih, so se stvari tako že uredile, da se je materialni status izboljšal, socialno stanje izboljšalo, medicina je strašno napredovala, tehnologija napredovala, izobraženost, da so recimo lahko ljudje tudi preventivno marsikaj preprečili, ne? In posledično se je povprečno pričakovana življenjska doba od leta 1900, ko je bila recimo tam okrog 48-49, je do danes prišla na, recimo pri nas, približno 82 let. Slovenska družba ima 20. najdaljšo življenjsko dobo na svetu. In sistemi, ki so se tudi po svetu podobno premalo prilagajali demografskim spremembam, torej spremembam urodnosti, spremembam podaljševanja življenja in tako naprej, ti sistemi niso pravočasno zagotovili zvečanega zdravstvenega varstva, negovalnih ustanov, negovalnega osebja, dovolj vseh mogočih rehabilitacijskih stvari, programov za starejše in tako naprej, in skrbeli tudi za spodbujanje natalitete, da se počasi začnejo crux mortis, rečemo, križanja, kjer ekonomisti so pač začeli ugotavljati, da nekateri imajo penzijo dlje, kot so pa recimo delali. In da so recimo ta starejša leta dražja za oskrbo teh ljudi, kot pa leta zdravja. Kot zdravnica lahko rečem, da pač mi gledamo po letu 65 letu starosti, da se pač dejansko obolevnost veča,
a ne? In vse mogoče potrebe prav tako. In tako je leta 2002 prišlo recimo na Nizozemskem do prvega takega zakona, sočasno tudi v Belgiji, in tam imajo že 23 let tradicije, da so pač sprejeli zakon, pri katerem recimo temeljijo, ta zakon je temeljil na tem, da so rekli, da ljudje, ki imajo neko težko okvaro, ki recimo imajo težke bolezni, ki so recimo rakavi bolniki mogoče v izvenevanju življenja, mogoče kakšne hujše bolezni, ki lahko hudo invalidizirajo, nevrološke bolezni, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, amiotrofična lateralna skleroza in kopica drugih, in invalidi, razne bolezni, ki pač invalidnost povzročajo, da imajo ti ljudje pravico zaprositi za pomoč pri končanju življenja. In tako se je pač počasi začelo. Ampak zelo regulirano. Je pa čas pokazal, da teh 23 let so se potem ti kriteriji, če tudi se zakon ni nič kaj spreminjal, ampak se je družba spreminjala. In ta družba strašno spreminjala v duhu individualizma, pravic, individualnih pravic, moje življenje, moja pravica, moja smrt, moja pravica, pa takoj rečem, ampak ne moja dolžnost kot zdravnica, da te ubijem. In glede na te spremembe družbe je bilo vse več tega diskriminacija. Izraz diskriminacije je nekaj, kar se je začel, množično se je začel pojavljati in je bila vsaka stvar diskriminatorna. In tudi, če recimo zakon pač rekel, da duševni bolniki so izvzeti, ker se pač recimo mogoče duševni bolnik ne bi mogel sam izjasniti o tem, ne? So potem postopoma recimo prišli pod ta zakon tudi duševni bolniki, tudi mlajši, tako da recimo Belgija ima že od 2016, od 0 let naprej lahko evtanazijo. Na Nizozemskem so to ravno letos sprejeli, otroci na Nizozemskem od 12. leta naprej imajo pravico, da se sami odločijo, da ne rabijo niti staršev vprašati in da morajo starši sprejemati recimo te odločitve, ne? In tako se je pač postopoma ta nabor tako širil, da praktično ni več ene same bolezni, ki bi preprečevala izvedbo evtanazije. Kaj je evtanazija? Evtanazija je aktivni poseg zdravnika v človeško telo z namenom usmrtitve, za kar se odloči bolnik. Lahko tudi, da ni bolnik. Danes je dovolj pri njih, da rečeš, da je tvoje življenje nevredno, da nima nobenega smisla, da čutiš, da ne boš nič v svojem življenju naredil in je to recimo, to imenujejo, da pač gre za eno težko psihično muko, življenje. In vidimo, da torej ni varovalk, ki bi lahko to preprečevale. In tako je ta fenomen torej drsečega klanca, mi bi temu rekli valeča se snežna krogla, je zdaj prišlo tako daleč, da pravzaprav lahko vsak dobi to storitev. In v Belgiji in Nizozemskem imajo se recimo že približno 5,5% smrti na ta način. V Belgiji konkretno 33,000 mrtvih doslej, na Nizozemskem okoli 100,000 mrtvih doslej. Medtem ko recimo Kanada, ki je v to vstopila leta 2016, je pa sprejela najbolj drastičen možen zakon, kjer so v 9 letih že pri 38 milijonskem narodu na tak način evtanazirali 90,000 ljudi. Zdaj pri njih recimo čaka, da bi tudi duševne bolnike sprejeli med te kategorije, pa so se ljudje strašno uprli, zato ker je s strašnim pritiskom to pri njih potekalo in so povedali, da se bojijo zdravnikov. Zdravnikom so namreč naložili na ramena, da morajo ubijati. Recimo v Kanadi so odvzeli in Hipokratovo prisego in prav tako tudi ugovor vesti in potem na koncu vidiš, da pravzaprav, veste, nekaj, kar je bilo tisočletja prepovedano, kjer je bil Rubikon, kjer je bila meja, čez katero ne smeš stopiti, ker boš padel v prepad, naenkrat je to postalo dovoljeno. Kje smo danes mi? Kaj se pravzaprav pri nas dogaja?
Če poskušamo gledati ozadja, lahko rečem to, da predvsem gre za ene agende, ki jih leve, predvsem zdaj te woke, prebojenske ideologije pač so prinesle tudi v naš prostor in jih poskušajo množično širiti, čeprav gre za malo ljudi. Gre za malo ljudi, ki poskušajo s svojo premočjo v vladi pač to indoktrinirati narodu. In recimo, jaz tudi gledam, jaz študentom medicine predavam, in jaz imam strašno bistre, krasne, mlade ljudi, 320 imam v vsaki generaciji. Zame je vsak dan kot gledališče z velikim auditorijem. In ti mladi ljudje, ki so odločeni pomagati ljudem, oni tudi nekako razumejo to pravico, da je pa to pravica. In vse stvari zelo čutijo, tle imam tudi mlade, sem pa zelo vesela, imam tudi vesela potem diskusije. Zakaj? Zato, ker vsaka generacija mora povedati, kaj čutijo, da je za njih prav. Ampak na koncu moramo pa vseeno gledati, kaj pa ostane pod črto. In mi vemo, zakaj morajo biti meje. Poglejte, leta 1952 je strašno liberalna politika v Jugoslaviji dala zakon o dovoljenem abortusu. Mi smo imeli doslej 700,000 abortusov. A veste, koliko ljudi bi bilo iz tega? 700,000, ti bi imeli otroke, pa že vnuke, mi bi lahko imeli še 1,5 milijona ljudi. In veste, tako kot recimo je to šlo v ustavo, recimo v Kanadi so lani upisali v ustavo, da je abortus neodtujljiva pravica, tako bo tudi to šlo enkrat v ustavo. Zato to poudarjamo, da recimo ne smeš prestopiti neke meje. Ker, veste, stalagniti in stalaktiti nastanejo iz drobnih kapljic. Po malem padajo, se nalagajo, in na koncu naredijo nekaj, čemu rečemo spremenjena mentaliteta naroda. In ko nekaj postane počasi dovoljeno, ko nekaj počasi postane sprejemljivo, se potem po malem ne razmišlja več o tem, ali se sme, ali ne, ali je dopustno, ali nedopustno, ali je kaznivo, ali ni kaznivo. In zato je tako pomembno nikoli stopiti v ta prepad, ker prepad je prepad. Jaz mislim, da to vse pove. Ja, torej pri nas je prišlo, pravzaprav ta zakon ima zelo en tak čuden nastanek. Jaz mislim, da v času, pred 2 leti, ko so bile tiste evropske volitve, takrat so poskušali biti levičarji všečni. In všečni so bili tako, da so rekli, pa konopljo še zraven dali, pa bodo tam mladi prišli, pa bodo volili, pa bomo zraven dali, kaj pa če bi že to evtanazijo zraven dali? Mladi sigurno mislijo, moja smrt, moja pravica, a ne pravica, da tukaj pobijajo, sploh ni vprašanje. In je potem, glede na to, da predtem ni bilo nobenih javnih posebnih razprav, je ta nesrečni referendumski rezultat, okrog 54, mislim, da je 54,5, je postal potem nekaj, kar so od posvetovalnega referenduma izkoristili, da so iz tega naredili zakon in da smo mi danes na točki, ko poskušamo ta zakon eliminirati. Prvi zakon pri nas je bil čisti evtanazijski. Ampak tako, da se je torej reklo, da so zdravniki tisti in diplomirane medicinske sestre, ki morajo dotičnega, ki bi se odločil, ubiti. Pri tem, torej nobena zdravniška organizacija ni smela sodelovati. Vse zdravniške organizacije smo bile absolutno, in smo, ostajamo absolutno proti. Nobenih predlogov, jaz sem tudi recimo članica etičnega odbora Slovenske zdravniške društva zbornice in mi smo veliko predlogov dajali, kaj bi lahko tukaj spremenili. Ampak tu ni bilo nobenega posluha. Zakon je praktično prepisan kanadski zakon,
in malo španskega ima še zraven. Evropa ima namreč 2 epicentra, eden je zdaj že ta star Benelux, izpred 23 let, drugi je pa mlad, je pa Španija s Portugalsko. Ne? In to tudi pred kratkim začelo. Drugače pa je ta zakon samo v Kanadi, na Novi Zelandiji, pa v enih državah Avstralije, pa v Kolumbiji. Ne? To se pravi, to so otočki, 200 držav je na svetu, to je 10 držav, ki ima eutanazijo. Potem jih ima pa kar nekaj, ima ta asistiran samomor, kjer pa pomeni, da recimo se pač pri odločanju bi naj zdravnik sodeloval, oziroma neka komisija, medtem ko bolnik, oziroma dotična oseba, včasih tudi ni bolnik, si bi moral pa sam recimo ali spil neko toksično substanco, ali bi si pa moral recimo sam ubrizgniti. Torej, in najprej je nastal zakon o eutanaziji. In ker je bil strašen upor, so potem rekli, bomo pa naredili zakon o asistiranem samomoru. To pa pomeni, da je človek si moral vseeno sam na koncu, to ali spiti ali ubrizgniti. In mi smo že takoj na začetku smo rekli, ker to bi naj bil zakon za 30 do 50 ljudi. Da te takoj pošljemo v Švico, ki ima od leta 1942 že tradicijo nekega samomorilnega turizma, bom rekla, kjer to delajo eutanazisti, jim rečejo. Jaz mislim, da vsi vemo, kakšen izraz se uporablja za ljudi, ki ubijajo, rabili, krvniki, karkoli že. In to ni nobeno zdravstveno osebje. To se samo naučijo pač venski kanal nastaviti in to proti plačilu delajo. Seveda to pri nas ni bilo nič slišano. In so zdaj naredili drugi zakon in ta zakon pravi, da je zakon o asistiranem samomoru. Je pa v bistvu prikrit eutanazijski zakon. Pa bom povedala zakaj. Zato, ker v državah, kjer imajo asistiran samomor, nikoli ne sodelujejo zdravniki oziroma zdravstveno osebje. Ampak to ljudje sami naredijo. Kako imajo recimo to v Avstriji? V Avstriji imajo... A smo podrobno gledali? Ja. A imajo že lisice ali... Veste kaj, nam so ukinili, mi smo imeli Twitter račun, zdravniki proti zakonu, so nam vse ukinili. Včeraj so ukinili ne vem koliko zdravnikov, ki smo recimo delali na tem. Mi imamo v zdravstvenih ustanovah same inšpekcije, zdravniška zbornica inšpekcije, fakultete inšpekcije, novinari non-stop kličejo, mi imamo tako, da vam sploh povedati ne morem kakšno. Pa da se vrnem k vsebini. Torej, če je pravi zakon o asistiranem samomoru, ne sme biti zraven zdravstvenega osebja. Avstrija ima narejeno tako, da imajo recimo komisijo, ki je kot bi bila recimo na občini, kot smo zdaj tukaj, in ta komisija nekomu odobri recimo tak asistiran samomor, ampak bi samo recept v lekarno, kjer substanco dvigne v enem letu on, ali pa pooblaščeni, ali pa ne dvigne, in jo v enem letu vzame, ali je pa ne vzame, in oni imajo 10% smrtnost. Torej, gre za klic na pomoč. Tako kot pri recimo poskusih samomora. Mi vemo, da v medicini, da recimo približno 90% jih pri poskusih samomora uspemo rešiti, in ti praktično skoraj nikoli več ne poskušajo. Redki še potem poskušajo ponovno. Gre za klic na pomoč. Ker je življenje največ, kar imamo. Ker je sveto, ker je nedotakljivo, ker je radost tista, ki jo mi živimo v našem življenju in si praktično noben ne želi umreti. No in zdaj, ker so pa recimo pri nas dali, da mora biti zdravnik zraven,
In to v 20. členu, tam sem vesela, ker je kolega prinesel tudi zraven zakon, ste ga vsi dobili, vsi smo ga dobili po pošti, ne? 20. člen, če boste prebrali. Torej, zdravnik ali diplomirana medicinska sestra mora v lekarno, mora biti toksično substanco, jo mora do dotičnega prinesti, jo morajo temu pač pripraviti, ali da spije, ali recimo, da mu venski kanal nastavijo, potem bi moral to pač sam stisniti in morajo tam počakati, dokler ta človek ne umre in dočakati tudi mrliškega oglednika. Tukaj moram povedati to, kar v zakonu ne piše. Smrt na tak način ni romantična smrt. To ni z rožicami, pa z muziko, pa z ne vem kakšno toplino in srčnostjo. Ta smrt je težka smrt in recimo, če povem, tu pač dajo anestetik, pa recimo zraven uspavala, barbiturate, ampak dokler recimo niso dajali tem ljudem tudi paralizatorje za mišice, mišične relaksante, kot jim rečemo, so ti ljudje blazno trpeli. Se je videlo, da so imeli epileptične napade, da so strašno bruhali, da so, mislim, strašno trpeli. Potem so pa upeljali zraven še kurare, to je strup, ki so ga Indijanci uporabljali za puščice, in ta pa povzroči paralizo mišic. In to pomeni, da človek niti trepniti ne more, ne more nič, ker so njegove mišice paralizirane. Ampak on se lahko ob tem umiranju lahko ponovno ozavesti in brezmejno trpi, ker gre za dušenje. To je smrt z dušenjem in pri tem recimo patologi, ko so obducirali tako umrle, so ugotovili, da imajo pljuča tudi lahko 2 do 3-krat večjo težo. Gre torej za dušenje kot pri utapljanju. Ampak ta človek ne more ničesar pokazati, ker ima paralizirane mišice in ničesar povedati in tudi recimo drugi tega ne vidijo. Te smrti torej nikoli ne trajajo pod 1 uro, veliko jih traja do 6 ur, 15% pa jih po statistiki iz zvezne države Oregon, ki to v Ameriki že 25 let izvaja, traja nad 6 ur, lahko tudi do nekaj dni, tudi do 7 dni. In kaj torej to pomeni, če mora biti zraven zdravnik ali pa medicinska sestra? To pomeni, da pravzaprav se pričakuje, da bo nekdo potem to življenje končal. Kjer to ne gre po načrtih. O tem seveda ne pišejo. Tudi recimo zakon nima podzakonskih aktov, ki recimo pravi, ja, to bomo s podzakonskimi akti določili, tudi recimo ne piše točno, katero substanco bi naj dali. Ampak dejstvo je, da pri tem se uporabljajo zdravila, ki niso nikoli bila testirana. Na živalih se testira, koliko je recimo smrtna doza pri živalih, ampak veste, pri živalih, ker gre za zdravljenje. To niso doze, ki so za usmrtitev namenjene. In pač tega se ne ve, ne dovolijo pa na nek način, da bi se dalo recimo take strupe, kot se jih recimo daje pri usmrtitvah, ker še to imajo recimo. Vi veste, da je večina smrtnih obsodb bila ukinjena. Recimo imajo pa, prav to so bili iz Južne Karoline, smo imeli 2 taka primera, pred nedavnim so se tudi v našem časopisju pojavili, da so obsojeni zahtevali, da jih ustrelijo s strelskim vodom, zato ker je to pač najhitrejša smrt, kjer res veš, da boš takoj umrl. To je recimo nekaj, česar vam gotovo ne bodo povedali. Zdaj, zakon ima veliko, torej ta zakon je strašno slab. Ta zakon je nedomišljen in ta zakon dopušča tudi hude zlorabe. Če recimo, bom samo na kratko naštela nekaj teh temeljnih stvari, ki recimo so v zakonu res problematične, moram izpostaviti to, da razen tega, kar sem vam že povedala, kaj vse mora zdravnik ali pa medicinska sestra narediti, 20. člen, 21. člen zahteva od zdravnika, da ne sme umrliški list napisati neposrednega vzroka smrti. Ampak mora napisati neko bolezen odprej, recimo, če je nekdo bil srčni bolnik, srčno popuščanje, nekdo ledvični bolnik, kronična ledvična odpoved in tako naprej. Torej, to pomeni, da ne bo nobene evidence, koliko ljudi je na tak način umrlo. Nadalje zakon zahteva,
da se po 25 letih, po 5 letih, se upravičujem, po 5 letih anonimizira vse te žrtve, izbriše vse osebne podatke, da se tudi ne bo vedelo, kdo te osebe so. In komisija je sestavljena iz 5 članov, ki jih imenuje predsednica države. Ti člani morajo biti vsi brez ugovora vesti. Zakon je zelo diskriminatoren do zdravnikov, ki imajo lahko ugovor vesti. Zdravnik lahko ima ugovor vesti. Ampak to ni ustavna kategorija in ga lahko država kadarkoli odvzame. Tako da, kot sem za Kanado povedala, da nimajo ugovora vesti. Lahko pa povem, da recimo države, kaj se recimo Švica, Avstrija, Nemčija, ki imajo asistiran samomor, pa nikoli zdravstveno osebje ne sodeluje, ni nikjer obligiran zdravnik. Tudi recimo v Belgiji in Nizozemska, oni niso primorani, da morajo sodelovati. Tudi v Kanadi niso primorani, pač kdo hoče, lahko sodeluje. Je pa vedno gaus, veste, ker imaš spodaj en del, nekoga, ki ima lahko neko sociopatijo, psihopatologijo. Imamo tudi zdaj recimo ena kanadska zdravnica iz Vancouvra, če ste videli, je pobila okrog 400 bolnikov. To je nekrofilija, ali sploh ne vem človek, kaj ne reče temu. In tudi pripoveduje, da je to največja stvar, ki jo ona lahko kdaj v svojem zdravniškem poslanstvu naredila, da je ljudi odrešila trpljenja, tako pač ona to povedala. Torej, ti ljudje so anonimizirani. V tej 5-članski ekipi komisiji sta 2 zdravnika brez ugovora vesti, medicinska sestra brez ugovora vesti, en pravnik, pa en humanist, verjetno kakšen filozof. In torej, tukaj sploh ni možno, da bi to padlo, da bi bili proti, ker so pač vsi brez ugovora vesti in pač bojo drukali za to, da se tako reče. Torej, ta komisija je bolj politična komisija, tudi recimo 2 zdravnika ne morete 3 ostalih preglasiti, da bi recimo zdravnika rekla, gledajte, ta pa res ne more biti pravzaprav, ne more priti med te, ki bi recimo lahko bili deležni tega. Potem nadalje, zakon nikjer ne govori o umiranju terminalnih bolnikov, torej o umiranju bolnikov, ki so blizu smrti, kjer recimo je res to neko iztekajoče življenje, kjer bi rekli, recimo so to neki rakavi bolniki, nekdo recimo z nekimi kroničnimi težkimi boleznimi, ki so v iztekajoči se fazi, ampak ves čas govori o neznosnem trpljenju. Neznosnem trpljenju, ki je psihične narave, in zakon pri tem izključuje samo 2 kategoriji. Izključuje duševne bolnike in izključuje mladoletne, torej z 18 leti lahko naprej velja. Zdaj, mi pri tem moramo takoj povedati, da seveda, glede na to, kako vidimo recimo tudi v drugih državah, ker je pač to zelo analogno, kot je to pri nas, da gotovo bo ta diskriminatorna nota, o kateri sem prej govorila, slej ko prej zahtevala, da se bo z nekim aneksom dodalo, da je pač potrebno tem diskriminiranim, recimo duševnim bolnikom, omogočiti, da je to neznosno trpljenje in da so njihovi svojci ali ne vem kdo drug pač se za to odločili ali pa da so samo pomigali, ker tudi recimo med drugim zakon piše, da recimo dotičnik, ki bi to izvajal, da tudi recimo, da je tudi lahko nepismen, da lahko samo znak naredi, da se strinja, in skratka, mislim, veliko je teh momentov, na katere moramo opomniti, da so v zakonu zelo odprti in je treba zakon res zelo previdno brati, zato ker je zelo luknjičav. Pri tem moram še 2 pomembna momenta izpostaviti. Zakon dovoljuje zlorabo v zavarovalniškem smislu in zakon dela nekaj groznega. Če bi se recimo nek svojc odločil in se to pri zdravniku, ki nima ugovora vesti, dogovoril, ta zdravnik nima pravice obvestiti njegovih svojcev. In to lahko pomeni, da lahko potem samo pokličejo, da prideš po truplo. To je res nekaj, kjer se človek zgrozi. Glede zavarovanja je pa tako. Torej, zakon prav predvideva, da se lahko zavaruješ, lahko se ti dan pred tem, preden podpišeš to, zavaruješ,
in lahko tudi recimo dediči, družina, ne vem, potem poberejo odškodnino, to če se recimo drug nihče ne bi dobil in tudi zato recimo ne sme pisati, da je to asistiran samomor v mrliškem listu, najverjetneje zato, mogoče še kakšen, pa tudi recimo to se statistike ne da voditi, ne. Kaj vam naj še povem? Meni je tako težko, ko to govorim, vi sploh ne veste, kako mi je težko. In zdaj, tisto, kar je pa pravzaprav pri tem zakonu najhujše, je pa naša neurejenost vseh pogojev, ki so v ozadju. Torej, mi vemo, da imamo neurejeno paliativno oskrbo. Na Gorenjskem smo presrečni z našo magistro Matejo Lepuh, ki je spravila skozi 20 let umiranje na Gorenjskem iz 40% na domu, na 90, celo mogoče 95% na domu, prečudovito, brezmejno dragoceno. Jaz prosim tukaj, apeliram, da postane ona neki častni, mora dobiti nek visok naziv za Gorenjsko, zato ker je to je taka predanost, njen telefon je odprt 24/7/365 dni za 300 bolnikov. In tukaj je to precej dobro urejeno, ampak to ni po vsej Sloveniji. To, da pa ni po vsej Sloveniji, pa pomeni, ko recimo ti dobiš bolnika, veste, paliativna oskrba ne pomeni samo zadnja doba življenja. Recimo nekdo, ki ima popuščanje srca, lahko skozi 20 let ima paliativnega zdravnika, ta ga bo vodil tako, da pač ta bolezen, ki je kronična, neozdravljiva, da bo počasi pripeljala ga mirno tudi do smrti. Ker smrt je sestavni del življenja, smrt je konec življenja, smrt moramo demistificirati, moramo se o njej pogovarjati in moramo tudi dopustiti, da človek naravno umre. Zdravniki smo gotovo nekaj časa, ko je medicina tako strašno napredovala, tudi jaz sem v anesteziji delala, a veš, čutiš kar nekako, da imaš krila in da si še nekaj da, pa potem tudi svojci so veliko krat pritiskali, pa dajte še kaj narediti, pa dajte še kaj narediti, In ko vidiš, da človek umira, je, bom rekla, pošteno in zdravorazumsko, da se ga spremlja, da se mu pomaga lajšati tegobe in da v miru, v domačem okolju, v ljubečem objemu družine, ne pa nekega evtanazijskega tima, doma umre. Torej, glede teh kategorij, ki prihajajo, to gre predvsem torej za ljudi s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, ki pač so neozdravljive, potem za invalidne ljudi, za predvsem so tile. In počasi, ko je tak zakon sprejet, prihaja postopoma, kot sem prej rekla, pri spreminjanju mentalitete do tega, da pač, a veste, zdaj je bilo tako, da si pač ti poslal, kakšni so poslali ljudi recimo v dom starejših, pa so potem pač v dom odhajali k staršem, Zdaj, včeraj smo slišali, ponedeljek smo slišali, kaj je povedal naš premier, je rekel, ste slišali? Je rekel, da ta mladi si ne morejo svojega življenja ustvariti, ker morajo vse svoje prihranke šparati za to, ker imajo to smolo, je rekel, to smolo, da njihovi starši še živijo in so nepokretni in da morajo za njih skrbeti, da plačujejo domove za dostojno smrt. A veste, tukaj potem še samo stavek dodaš, zato sprejemamo zakon o evtanaziji. No, sprejemamo, to je že sprejet. Ja, seveda. A veste, ampak potem na koncu človek ve, kam pes taco moli. Prvi zakon, ko so ga pred 2 leti pripravili, je imel v preambuli, v uvodnem delu napisano, da stane evtanazija okoli 1500 evrov in da stane dolgotrajna oskrba bolnika 3000 do 4500 evrov mesečno. V Kanadi so brezsramno še do pred kratkega pisali o brezmejnih dobičkih, ker so pač na tak način začeli pospravljati, Hitler jim je rekel, nekoristne jedce ali pa manj vredne ljudi, ker je tudi šlo za veliko ali duševnih bolnikov ali otrok s prirojenimi hibami in tako naprej. To je tudi, bom rekla, najbolj neslavni del zgodovine človeštva, ker je Hipokrat bil razvrednoten z nacističnim zakonom T4, akcijo T4, kjer je Hitler zaukazal s 1. septembrom 1939,
evtanazijski program, nacistični evtanazijski program, v katerem je sodelovalo nekaj čez 20 zdravnikov, ki so morali odbirati, torej po vsaki bolnišnici so bila navodila, da morajo odbirati ljudi, ki so pač duševno prizadeti, ki so kakorkoli drugače pač nekoristni za družbo, celo uporabne matematične naloge so imeli, koliko družba prišpara, če taki pa taki ne živijo. Mislim, to je res medicina brez človečnosti. Tako je naslov tudi knjige, ki popisuje Nürnberške procese. To so procesi sojenja zdravnikom, ki so bili edina profesionalna skupina, ki je bila sojena po drugi svetovni vojni. In so 16 jih je veselo, ostali so imeli dokazila, da so se branili. Ampak, veste, in to potem so šele potem bile sprijete različne deklaracije, ženevske, helsinške in tako naprej, ki so zelo strogo prepovedale kakršnekoli poskuse na ljudeh, ker je tudi tega veliko, in seveda zaščitile ponovno življenja bolnikov. Ampak vidite, zdaj pa recimo spet prišla ena sinusoida, ker vse gre v nekih sinusoidah, pa se je malo pozabilo, pa je prišla leta 2002, ko je Nizozemska recimo to upeljala. Zdaj, kaj bi vam še morala povedati? Mi pričakujemo, mi verjamemo, da bomo zmagali. Mi smo presrečni, ker so se vse verske skupnosti zelo jasno izrazile, že ko smo zbirali podpise proti temu referendumu, in jaz mislim, da moramo biti brezmejno hvaležni gospodu Alešu Primcu, ki je imel to voljo in to energijo, da nam je izbojeval, da lahko poskušamo izničiti ta zakon, ki bi drugače začel 18. januarja že veljati, da zdaj poskušamo ta zakon izničiti. Torej, vse verske skupnosti so tukaj. To je velikega pomena. Prej smo lepo slišali, tudi ste povedali, mufti lepo pove, mi naših ne damo. Pravoslavni tudi rečejo, on zgoraj bo odločil. In tudi mi moramo biti trdni in se tega držati. A veste, pri nas se je preveč stvari v zvezi s smrtjo začelo zavijati v celofan. Smrt je kot zrel plod. Jaz imam 93-letno mamo, ki ima kraljevsko glavo še vedno, še sinoči sem bila pri njej, sem v Mariboru predavala in jo šla objeti in se veseliti njenega radostnega nasmeha in živosti, njenih spominov, njene ljubezni, do vseh mojih 6 vnučkov recimo, a veste, in vem, kako dragoceno je življenje. Tako da vse politične stranke, ki ste na tej strani, morate maksimalno angažirati svoje baze, da glasujejo proti temu, ker kaj ta zakon prinaša? Ta zakon prinaša sprva mogoče malo, ker tukaj, veste, ta zakon je tako luknjasto napisan, da so vse zlorabe možne. Ogromno zlorab je tukaj možnih. In da se ga prepreči, ker mi moramo na prvem mestu urediti torej možnosti za vse tiste, ki bodo rabili oskrbo, torej da se razvije paliativna medicina, rabimo zakon o paliativni medicini, da se vzpostavi čvrsta dolgotrajna oskrba, da 160 000 ljudi, ki nima osebnega zdravnika, da dobi osebnega zdravnika, da se skrajšajo čakalne dobe. Lani smo imeli praktično eno smrt, torej v enem dnevu, okoli 360 smrti zaradi predolgih čakalnih dob na specialista, 30 dni do specialista, kaj ne? Nadalje, ne smemo pozabiti, da imamo mi veliko socialne bede, da je veliko ljudi zelo revnih in da imamo tudi veliko alkoholizma. Imamo 200 000 alkoholikov, to pomeni, če bi bile 4-članske družine, 800 000 ljudi trpi zaradi tega. In je tukaj tudi sicer, veste, da mi imamo približno 1 samomor dnevno, in da recimo zdaj, bomo pa mi samomor upeljali kot nekaj sprejemljivega, to je nekaj strašnega. Mi točno vemo, kakšna stigma, kakšen občutek neke zaznamovanosti je na vsaki družini, kjer je nekdo na tak način odšel.
In recimo tukaj pa vidimo, kaj bi to pomenilo, recimo še posebej, če sploh vedeli ne bi, pa ti samo potem sporočijo, da se je nekdo pač prijavil in da so mu to izpeljali in da greš samo po truplo. To so stvari, ki so za našo zelo tradicionalno slovensko, krščansko družbo katastrofalne. In gre pravzaprav za en tak zakon, ki bi naredil en tektonski res, recimo v našo družbo. Ker naenkrat bi recimo ubijanje postalo dovoljeno. O tem se premalo pogovarjamo. Nam, ki smo proti, so mikrofoni ugasnjeni. Kot se spomnite na škofu Šuštarju. Se spomnite, kako so mu ugasnjeni mikrofona, ne? In jaz sem tukaj eno zloženko vam prinesla, ki tudi je bila družini priložena, 21 jih je šlo z družino. Dajte lepo prosim prebrati. Dajte lepo prosim pogledati, da recimo vidite, kaj tak zakon pravzaprav predstavlja in kaj prinaša. Gre za pritiske na vse tiste, ki na nek način čutijo, da so lahko, recimo v breme mogoče socialno šibkejši družini, da recimo so potrebni nenehne oskrbe doma, da ne morejo sami biti, da ne morejo svojci na počitnice, da isto kot zdravnica zelo dobro pozna. In ali pa recimo, da nekateri čutijo, da ne morejo več domske oskrbe plačevati, ali pa da jim je to hudo breme, in ti bi počasi potem čutili, tako kot so recimo, sem prej rekla, si ga dal v dom, medtem ko zdaj pa rekel, ja glej, vse ta druga možnost, pa dajmo to možnost vzeti, A veste, tako da družba se lahko s tem strašno spreminja. In tako kot je recimo zdaj vse manj tega sožitja večgeneracijskega in vse manj te solidarnosti in vse bolj individualno življenje, je res pomembno, da mi obudimo solidarnost, da znamo videti svojca ali pa mogoče soseda ali pa bližnje, ki sami živijo, da mu v trgovino gremo, da ga obiščemo, da se z njimi pogovarjamo, da jim damo čuti, da imajo človeka vredno življenje. Ker kdo pa sem jaz, da bom odločil, katero življenje ni vredno življenje? To je napisal naš prominentni rektor Ljubljanske univerze v letih 30 do 32 in prvi dekan medicinske fakultete do leta 39, ko je umrl, profesor dr. Alfred Šerko, in je tudi prvi pisal proti temu zakonu. V Nemčiji je bilo recimo samo s tem evtanazijskim zakonom v času nacizma ubitih okoli 300 do 400 tisoč ljudi. In to je šlo potem recimo tudi ta zakon se je potem skrivoma izvajal tudi naprej kot prisilne sterilizacije, eugenične prisilne sterilizacije, kot pri torej čiščenje rase. Tudi recimo po Skandinaviji je bilo do leta še 1970, če Olof Palme je podpisoval recimo dokumente, so okoli 100 tisoč ljudi tako prisilno sterilizirali, v Ameriki okoli 50 tisoč ljudi, v Nemčiji so pa že kmalu po prvi svetovni vojni, ampak že za časa Hitlerja, so jih pa 300 tisoč prisilno sterilizirali in te potem v glavnem tudi eutanazirali. Da pa še ne govorimo recimo o rasnih teorijah, kjer so pa na osnovi eugenike prišli do tega, da so v holokaustu pobili 6 milijonov ljudi. Spet recimo ti strašni primeri, s katerimi nočem zdaj recimo identificirati teh zakonov, nam kažejo, da ko enkrat prestopiš mejo, je težko stopiti nazaj. A se tudi ubijanje se lahko navadiš. Prvič je verjetno težko, pa mogoče 10. še vedno. Ampak ob 100., zdaj sem od enega zdravnika brala en članek, ki piše, ki se pohvali, 100, torej, veste, trofeja, 100 sem jih, se spomnite, headhunteri, recimo, Indijanci, trofeje, skalpeli, zato se ne sme nikoli pristopiti. Recimo Hannah Arendt, ta velika filozofinja judovska, ki je preučevala holokaust, zakaj je pravzaprav do tega prišlo, je dala potem na koncu en izraz banalnost zla.
ko zlo postane banalno, potem je jasno, da je vse dovoljeno. Ampak vse res ni dovoljeno. In tisto, kar bi naša družba morala narediti, poleg tega, da paliativno oskrbo razvije, da dolgotrajno oskrbo uredi, da zdravstveni sistem poštima, da vlaga v to, da spoštuje to, da so ljudje svoje penzione zaslužili in da imajo pravico do zdravstvene oskrbe, do naravne smrti, bi mi morali narediti tudi po sistemu Avstrije, Švice, Nemčije, majhne hospice v vsakem kraju. Jaz sem veliko sodelovala z dr. Metko Klevišar. Ona je naša Slovenka leta 95, ona je pred 30 leti Slovensko društvo Hospic ustanovila in je s tem recimo hospic promovirala prej v Avstriji, delala kot onkologinja, in je tudi potem z Julko Žagar, tudi zdravnico, sta celo Slovenijo prekrižarili in sta imeli okoli 400 predavanj o tem, kako bi te hospice ustanavljali. Recimo v preimenovanih germanskih državah imajo te majhne hospice pri vsaki župniji. Sobico, postlo, mogoče 2 in lokalno ljudje potem prihajajo in pomagajo nekomu, ki je recimo sam doma, ki si ne bi mogel pomagati in pride sem. In recimo tudi to, jaz mislim, da to ne samo krščansko delo, jaz mislim, da je to nekaj, kar bi nas očlovečilo bolj spet, ne? Spet nam pri nas prineslo več tega duha, ne? In bi mi morali to zelo, zelo, zelo spodbujati. Rada bi vam še povedala nekaj o negativnih učinkih, recimo ljudi, ki sodelujejo pri teh evtanazijskih postopkih po svetu. Išla je knjiga pri založbi Springer z naslovom Evtanazija, iskanje popolne zgodbe, kjer pripovedujejo ljudje, ki so pri tem sodelovali, kaj vse jih potem spremlja. Pišejo, je tudi spletno dosegljiva, Euthanasia, Searching for the Full Story. In pišejo o strašnih nočnih morah, o spremljanju teh ljudi, ki niso mogli umreti, o sanjanju o tem, o depresijah, o izstopu iz poklica, o selitvah v druge države. Veste, vsak, ki mora nekoga ubiti, se mora razčlovečiti. Moraš stopiti iz sebe. Mi smo vendar civilizirana bitja, ki nas je tisočletja vzgajala visoka, od antike naprej kultura, visoka krščanska kultura in nam je dala to svetost življenja in odnos do tega. Ko sem bila za vse svete v Mariboru, sem srečala eno sošolko, gimnazijsko, ki je veterinarka. In smo malo poklepetali, sem rekla, a bo šla kmalu v penzion? Je rekla, veš kaj, sem že šla, ker ne morem več non-stop samo pobijati psov in mačk. Rekla, to je nekaj tako groznega, rekla, jaz vsakeč pridem domov tako izčrpana od tega, ker tudi ona ni študirala te stroke za to, da bo pobijala. Človek ne sme nikoli ubijati. Zdravnik pa še posebej ne sme nikoli ubijati. In zdravnik, ki ima v eni roki življenje, v drugi roki pa smrt, kako pa bo še lahko bolnik sploh zaupal? To je absolutno nemogoče. Pri nas je zdaj, torej zaenkrat je ugovor vesti tukaj. In večina slovenskega zdravništva bi v primeru, da bi ta zakon zdaj ne padel, uveljavlja ugovor vesti. Ampak, se vem, to ni ustavna pravica, je velika možnost, če bi ta vlada obstala naprej, da tudi ugovor vesti vzamejo. Mi bomo uveljavili državljansko nepokorščino, če bi do tega prišlo. Ampak, veste, to je nekaj groznega. Tako nimamo zdravnikov in zdaj bomo tam, mi smo recimo razmišljali, približno 4 dni bi porabil za smrt enega človeka. Na tak način, ne? In recimo, ker to tudi v zakonu, dajte si prebrati, za vsako stvar piše, da nemudoma, zdravnik mora nemudoma zapisati, da si človek to želi. Nemudoma mora poklicati komisijo in ji to sporočiti. S tem človekom se mora najkasneje v 3 do 14 dneh ponovno srečati. Nemudoma mora sporočiti naprej komisiji. Komisija se z njim dobi. In potem recimo, če slučajno se ne odloči takoj, še ima pogovor s psihiatrom, da ta reče, ja, da je zmožen tega, ampak tudi psihiater ne sme imeti ugovora vesti. Tudi neodvisni zunanji zdravnik, če bi recimo šel do spora, ne sme imeti ugovora vesti. Tako da to je res politično odločanje, to ni strokovno odločanje.
In recimo v Kanadi torej, je približno čas od dne prijave do usmrtitve 11 dni. Medtem ko pri nas recimo, jaz mislim, da v 3 tednih maksimalno, a ne, bi recimo to bilo tudi realizirano. Tako da, poglejte, ne smemo pozabiti, da zakon ne izvzema akutnih nekih stvari, ker je psihično človek zelo prizadet. Psihična prizadetost ni duševna bolezen. Recimo, mladenič tale bo peljal z motorjem, bo padel, se bo zjutraj zbudil iz nezavesti v bolnišnici, pa bodo rekli, glej, jaz si pa paraplegik, tvoje noge ne bodo več delale, hrbtenico si zlomil, invalidski voziček. To je tak šok, da boš ti takrat rekel, ne, rajši smrt. Ne? Ampak veste, travmatologi to povejo, ti mladeniči potem čez pol leta šibajo po svojih vozičkih, si ustvarijo družine, imajo otroke, živijo življenja, vredno življenje, a ne? Ali pa da recimo nekdo petarda mu poči novo leto, roko mu odtrga, takrat bi hotel biti brez, ali pa recimo oslepi in tako naprej. In mi vemo, da je veliko takih situacij. En tak primer je recimo bil v Belgiji ali Nizozemskem, zdaj ta trenutek ne bi točno vedela, recimo so bile 3 sestre in ena je izgubila partnerja po 10 letih in je bila hudo prizadeta, je bila pri psihiatru, ne? In psihiater je napisal sicer, da ima Aspergerjev sindrom, to je ene vrste avtistična motnja, ampak nič zelo posebnega, ne? In je ni dal zdraviti, ampak je dal v evtanazijo. To so bili težki postopki, tožb in tako naprej, ampak, torej še posebej ta Benelux, vi veste, da ta, torej sedanja prestolnica Evrope je hudo liberalna, a ne? Bolna, zelo dober izraz, bolna, a ne? In recimo tam tudi sodstvo teh stvari praktično ne sankcionira. In mi kot majhna država, ki imamo 1/3 prebivalstva upokojenega, za naš narod bi to pomenil holokaust. Nas, ki nimamo natalitete. Mi se moramo upirati, maksimalno upirati in mi moramo zdaj na volitvah, na referendumu, se upravičujem, mi moramo na referendumu s 339.000 glasovi to zavrniti. Tako da vas prosim, vi imate veliko članstvo, vi imate ogromno ljudi, ki zelo spoštujejo, kot jaz tudi, visoko nacionalno noto, ponos, dostojanstvo naroda, maksimalno narediti. Vse vire bodo naredile maksimalno. Zdravništvo se je maksimalno angažiralo in znotraj nas, veste, mi imamo 30.000 ljudi v zdravstvu zaposlenih, imamo 7.000 zdravnikov, imamo približno 10.000 diplomiranih medicinskih sester, a ne? Okoli 20.000 pač zdravstvenega osebja, ki je sester, in to pomeni recimo, da bi približno 17.000 recimo ljudem bi ti lahko naložil, da morajo ubijati. In bomo imeli beg iz poklica. A veste? Ker tudi recimo, pa tudi zdravnik, ki ima ugovor, veste, mora še vedno administrativno, mora rihtati vse mogoče za nekoga. In tudi predstavljate si, recimo, če je to moj bolnik, recimo, da je to moj bolnik, pa da mi reče, da bi rad šel ta postopek. Jaz bi se tako sekirala, kaj sem premalo naredila za njega, kje mu nisem pomagala, kje sem pravzaprav naredila napako. A ne? Ampak še enkrat povdarjam, gre za butično število ljudi. 30 do 50 jih je hotelo tak zakon. Zdaj je zakon za 2 milijona ljudi. Ta zakon je resnično zakon, ki mu diktira ekonomija. Ekonomija, s katero se naredi zdravstveno reformo paliativne medicine, reformo dolgotrajne oskrbe, pokojninsko reformo, pa še kakšno reformo, ker pač, ko teh ljudi ni, ne rabiš ne penzionov dati, ne rabiš ne bolniških postelj dodatnih, ne rabiš ne negovalnega osebja in tako naprej. Tako da, ob tem pa tudi vse gre za ideologijo, ker je veliko ljudi, ki nimajo nobenega potomca, ki so sami in ki so pozdravljali, recimo, uživajo. Uživajo. Tega v mojih letih se to ni nikoli slišalo, ne? Pa jaz nimam nič proti užitku, a veste, nič nimam proti užitku, ne? Ampak so stvari, ki so nad tem, so stvari, ki so več vredne, kot je pa to vredno. Jaz sem skoraj po moje izčrpala, kar sem imela namen povedati, ampak veste, na koncu, jaz mislim, da je krasno vedno imeti malo še opomnika, pa pogledati, kar sem vam pozabila, mora biti povedati.
Torej gre za kamufliranje praktično evtanazijskega zakona v zakon o asistiranem samomoru, to je bolj evtanazijski zakon, zato ker mora biti zdravstveno osebje zraven in to bo s prvo novelacijo bojo dali na to evtanazijski zakon. Ko si pa evtanazijski zakon, greš pa tudi v transplantacijski program, ne? In recimo o tem pa nisem govorila, recimo Belgija, Nizozemska imajo približno 15% organov iz evtanazijskih programov. Kanada jih ima zdaj 8% v 9 letih, ne? In to spet kaže, da pač seveda so to neke stvari. In, veste, ne jemlje se organov od starejših ljudi, jemlje se jih od mladih. In recimo kup teh, ko sem pač rekel, da gre za neke psihične tegobe, a ne? Ker recimo, kaj dovolj da rečeš, da je tvoje življenje nevredno. In recimo to imajo prav, obstaja ena tako imenovana altruistična evtanazija, to imajo recimo v Beneluxu, kjer mlademu človeku rečejo, glej, ti si se res odločil, a ne? Ampak ti lahko svojimi organi lahko koristiš drugim, a ne? In lahko recimo sami izbere, komu bo dal srce, komu levo levico, komu desno, ženska komu bo dala maternico, komu roženice, ker poberejo vsa tkiva in vse organe, a ne? In ne pozabimo tudi, jaz nič ne rečem, da bo vse to tako zlorabljeno, ampak danes si bogataši kupujejo srca, da si podaljšajo življenja, kupujejo si ledvica, a ne? In tržišče, svetovno tržišče je zelo veliko, ne? Tako da to so hude agende, o katerih človek rajši ne razmišlja, sam ko pa recimo vidi, kako te stvari tečejo naprej, pa je to nekaj, kar je za razmišljati. In še nekaj, ne smemo pozabiti, recimo nekaj, kar potem mladi od malega naprej recimo spremljajo, jim je to sprejemljivo. Jaz si ne morem predstavljati, da bi mojimi vnuki, da bi se kdo za to odločil. Pa meni se mi zdi, da bi mi srce počlo od hudega, a ne? A veste, se moramo bati zanje. Moramo razmišljati o tem, kam to vodi, ne? Ja, torej sodelovanje zdravnika je seveda v popolnem nasprotju z njegovimi etičnimi kodeksi, potem vsemi deklaracijami, neobveščeno svojcev sem povedala. Ja, to, da ponujaš samomor kot rešitev, a ne, to je res nekaj strašnega. Humana družba mora ljudem ponuditi skrb. A veste, ta dotik, ne? In to so zablode civilizacije. To so strašne zablode zahodne civilizacije, ki pravzaprav kažejo tako na dolgi rok, kažejo, gledajte, jaz mislim, da nas bo vse manj počasi, natalitete nimamo, a ne? Dekadenca je strašna in človek se pač boji, da se je ta zahodna civilizacija izčrpala in da tako kot so vse velike kulture propadle, da bo tudi pri nas. Ampak kaj veste, tudi tukaj mogoče pa čez 30 let ne bo ta zakon več potreben, ker bo več muslimanov in drugih, ki pa tako ne bodo pristajali na to. Tako da, gledajte, razmišljam pač naprej. Torej, še to. Tradicionalno je pravzaprav najgloblje zaupanje med zdravniki in bolniki. In s tem, ko ti ne boš vedel, a ti bo zdravnik pomagal, a te bo pomagal spraviti na oni svet, ker bo pač imel naročeno, da mora ponuditi takoj, je to ena huda stvar. Tudi povem, da recimo, zdaj se po svetu že limitira dolžina življenja. Nizozemci so sprejeli, da pri kroničnih, nenalezljivih, neozdravljivih boleznih, da se po 70 letu jih ne zdravi več. To pomeni, recimo, ena naša kolegica je poročena z Nizozemcem in recimo so imeli mamo, ona ima taščo, ki je imela kronično obstruktivno pljučno bolezen, emfizem pljuč, zaradi kajenja, je bila brez pljuč, je imela kisikovo bombo, je dobila pljučnico, 71 leto je bila in je šla k zdravniku in je pač rekel, vse veste, to se ne zdravi, ker to je neozdravljivo. Ko mi preprosto, da so jo še zdravili, ko je dobila drugo pljučnico in niso zdravili več. Japonska je imela pred nedavnim en film, ki je dobil tudi visoke nagrade, ki pa na 75 let limitira življenjsko dobo. Tako da, gledajte, to so zelo čudne agende, proti katerim se je treba zelo boriti. Kaj sem si še tukaj v opomnik napisala? Ja, pa še potem recimo, veste, gre pa tudi za olepševanje, za dikcijo, za govor, ki je zelo olepševalna. Torej, zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Gre za ubijanje. Gre za sprenevedanje, zamolčevanje, olepševanje.
trojni celofan, pa 5 mašek, a ne? Dostojanstvo, človeško dostojanstvo, dostojanstvena smrt, a ne? Brezmejno trpljenje, moja pravica, moja smrt, ampak ne moja dolžnost. Tako da mi, kot zdravniki, si absolutno želimo, da ta zakon ne bi nikoli obveljal v zdravstvu. Ubijanje so napisali, ne ubijanje, torej asistiran samomor so napisali, da je zdravstvena storitev. Zdravstvena storitev in se plačuje iz zdravstvene blagajne. A ne? Ja, kako? Ja, vsi bomo plačevali to, vsi bomo to plačevali. A ne? In torej, to je nekaj, česar ne smemo pozabiti. Ne? In torej, pa tudi to, da medicina, torej takšna kot je, ne more garantirati niti tega, da bo ta smrt hitra in da bo lahka. Pravniki pa zelo jasno povejo, da ta zakon na noben način ne more preprečiti zlorab. Torej gre za pritiske, zlorabe, gre za smrt. In zato ta zakon ne sme nikoli v uporabo, ampak je treba narediti pač zakon o paliativni oskrbi, treba je razvijati hospice, treba je angažirati vse dobro, vse, kar tukaj živi, da se to razvije po vsakem majhnem kraju in majhen hospic, več človečnosti, več humanizma, več ljubezni, več vsega tega dobrega, veliko upokojenih ima še veliko energije in zdravja in bi z veseljem pri tem sodelovali. Ja, tako da ta psihosocialna pomoč, ki bi morali ponuditi ljudem, je tisto, kar je pomembno. Zdravniki smo pripravili tukaj en tako imenovani referendumski kompas. Ta referendumski kompas, če si boste to napisali, recimo v splet, pa če si boste ta vladi, recimo to QR kodo poskenirali, pa če si boste recimo samo napisali razmisli o medicinskem končanju, ne, torej razmisli, boste dobili na spletu in dajte prosim se skozi to razgledati in boste videli recimo, ker vas točno vodimo skozi, da vidite, kaj razmišljate o posameznih vprašanjih in kam se nagibate s svojimi odločitvami. Mi vas zelo prosimo, kot zdravništvo zdaj govorim, da to množično razširite. Jaz vas prosim, Andreja, prosim vas kot Kranjskega, ja, tako Bojana, Homana, tako, ne, da to pošljete vsemu članstvu in da se široko razširi, predvsem med mlade, ker jaz mislim, da odločenih ne rabo prepričevati. Tisti, ki je odločen, ampak je veliko neodločenih in veliko je takih, ki se ne zavedajo svoje velike državljanske odgovornosti, da grejo na referendum in da glasujejo. Ne? Mi vsi bomo odgovorni za to, ali bomo kot narod preživeli, ali nas bodo iztrebili. Tako da jaz res vam pravim, to je eno mojih najtežjih predavanj, zato ker se človek boji enih takih težkih posledic, je nekaj prestrašnega. Jaz sem tudi ponosna, ker imamo tukaj med nami iniciatorko molilne skupine. Ja, a ne smem? Aha. Našo Meto Tavčar, ja, seveda, pa gospoda Kerna, pa Jožeta Kerna, pa družino, pa kopico drugih, ne, ki nas pač podpirate, ki skupaj delamo, ki vsi čutimo, da je življenje največ, kar imamo, da je življenje sveto, da radi živimo in da si življenja ne bomo pustili vzeti. In bomo šli do naravne smrti z našim življenjem. Če sem bila predolga, se vam zahvaljujem. Če sem bila prenaporna, se vam opravičujem. Se vam... Ne? Ja. Jaz sem pripravljena odgovarjati na vprašanja, ker veste, včasih je človek v nekem toku svojih misli, pa pravzaprav ne ve točno, kaj bi si pa kdo drug želil. In bom zelo hvaležna za vsakašno vprašanje in vedite, ni nerodnega vprašanja. Zdaj se pa počasi tale utrudu. Aha, že počasi baterija, ja, se vidite, tako lahko tudi na drug mikrofon, ampak vprašanja. Vprašajte, lepo prosim vprašajte. Kar bom vedela, bom povedala. Ja. Ja. Kako je to odgovarjal, recimo, jaz nimam meni dober, da se naziv odspet.
540 stavek volil ima več kot mene. Kaj so ljudje mislili? Kaj so ljudje mislili, da ali smo bili nekje 540 stavek volil tudi nekdo odgovarja? Se volili svobodo. Vse ima nič kot s njimi. Mikrofon ne dela. In bomo tele 540 stavek volil. Prenosen mikrofon, ko ste rekli, da ste ga prenosili. Zdaj pa del. Je treba povedati. Še enkrat povedno. Tukaj veš eno vprašanje imu. Kdo bo odgovarjal, ki te 540 stavljih volitev volil svobodo? Ima več kot ne svobodo. Volitve niso kar tako razen nič, ne? Naprimer, Božič je vsak let. Volitve so na 4 leta. Vsaka demokracija je država. Je demokracija pa praznik. Še včasih vlekamo ven in prišli moliti. Danes se pa recimo sedi, ker misli, da je to kar tam nič. Pa bomo to glede stroškov, recimo, ki smo podpise, eni so treba plačati, da bo treba na referendum, recimo, to vse stane. Kaj lahko narod že dobil, tiste 540 stavžb bi mogli tudi odgovarjati. Vse svoboda ni prišla kar ta stranka, kar znoškov. Ja, gospod, in kaj je zdaj vprašanje? Kdo bo to odgovarjal? Ja, mi volivci na volitvah, da jih prepričamo, da nas je več. Jaz. Mogoče, če je še kakšno vprašanje, če ne, je, kar vprašaj. Pacient nima pravice verjetno vedeti, da njegov zdravnik uveljavlja govor vesti ali ne. Pacient bo sigurno slejko preizvedel, ali njegov zdravnik. Recimo je to spet neka negotovost, Velika negotovost. To je strašno velika negotovost. Veste, zdravnik, s katerim si ti recimo lahko 30 let, pa potem recimo pač ima zdravnik ugovor vesti, pri tem, če bi se nekdo odločil, to sigurno je nekaj strašnega. Jaz sem rekla, jaz si predstavljam, če bi to bil moj bolnik, jaz bi se strašno žrla. Kaj sem jaz naredila narobe, da ta bolnik mi več ne zaupa? Gospa, smem. Ja. Lahko je za enega tako, za drugega pa drugače. Res je. Res Pa je. smo pa tam. Ampak teh, ki so za, je strašno malo. In veste, ne rojstvo, ne smrt, nista ne leva, ne desna. Tudi Hipokrat ni bil ne levi, ne desni. Ne gre za ideologijo, ne gre za politiko, gre za življenje samo. In to ideološko zavajanje, da je ta zakon političen, to je nekaj strašnega. Zdaj sem glasna zato, ker mikrofon ne dela. A me slišite? Ja. Evo, tamle še kolega Ivo ima eno vprašanje. Jaz bom govoril kar na glas, ker jaz bolj na glas govorim na rabo mikrofona. Evo, bom uslov, da me vidite. Ampak res me nekaj zanima, prej ste govorila, da imamo v Sloveniji 7,000 zdravnikov, pa 10,000 višjih medicinskih sester, ki bi to izvajale, skupno približno 17,000, pa me nekaj zanima iz tega vašega čudovitega predavanja. Sem zvedel, da predavate mladim zdravnikom in da se verjetno gibljete tudi v starostni strukturi, to, kar smo mi. Vseh mislim. Pa me zdaj nekaj zanima, eno tako vprašanje, verjetno veste, koliko bi vi ocenila procentualno, da toliko starih, kot smo mi, razmišlja tako kot vi? Koliko procentualno pa mladih, ki jih imamo tle, ki jih imate na predavanjih, razmišlja tako kot vi? To je zelo dobro vprašanje. Jaz sem vam hvaležna zanj, ne? Torej, dejstvo je, da zakone so sprejemali mladi ljudje. V parlamentu je veliko, verjetno samo rok, ki so brez kakšnega hudega mozga, oprostite, in tudi mogoče malo poznajo bolezen
in recimo invalidnosti in veselje teh ljudi do življenja. Mi lahko v medicini povemo, da praktično nihče noče umreti. To vam povemo, recimo rečejo, ko je boleče, ko je hudo in tako naprej. Najraje bi umrl. Ampak to hitro mine. Ko prime recimo nek analgetik, neka protibolečinska terapija in tako naprej, že naslednji dan povejo, a ne? Spet vidim sonce, spet imam obisk, moji so prišli. A veste, tako da paliativna oskrba je tista, ki pri tem daje to možnost, da se recimo človek kmalu spet počuti na svojih nogah in da se veseli vsakega dne posebej. Tako da med starejšimi so zelo redki, ki zares mislijo, da bi bilo fajn, da bi jih nekdo ubil. Zelo redki, a veste. Je pa dejstvo, da je veliko socialnih stisk in da recimo, če bi ta zakon zdaj začel veljati in da nekdo, ki si ne more privatno plačati nečesar, česar ne more uradno dobiti, a veste, da so ti postavljeni ob zid in zato je ta zakon najbolj krivičen do najšibkejših, ker nimajo denarja, ker nimajo možnosti plačati to uslugo. In mi moramo te zaščititi. A ne? Mladi ljudje, zdaj pa imamo tukaj fante, dejta, vidva povejta, dejta, ustavite pa povejta, uprte se, povejta, kako recimo vi mladi to doživljate. A veste, ni greh drugače misliti. Važno je, da ne slišimo, zakaj drugače mislite. Dejta se. Kar porežno. Ja, dejmo. Glede najprej tega, kako mladi mislijo glede tega bodočega referenduma, ki bo v nedeljo. Velikih še neodločenih, pa nekateri sploh ne vejo, da sploh bo ta referendum. Drugače, kakor sem jaz začutil, jih je veliko proti zakonu, ampak tisti, ki pa ne vejo na tej temi veliko, so bolj usmerjeni za, tudi imajo dobrih argumentov glede te teme. In pač tudi delamo na tem, da širimo to, da bojo obkrožili proti. Tako? Ja, jaz se pa popolnoma strinjam s tem besedam, ker jih je izrekel kolega. Pa tudi upam, da bo čim več mladih na voliščih obkrožilo proti, ne pa za, zaradi tega, ker gre to res, kot ste že vi rekli, kot nek holokaust pred slovenskemu narodu. Jaz mislim, da ne smemo Jaz mislim, da ne smemo pozabiti na zavajajoča vprašanja. Gre torej ves čas izpostavlja trpljenje. Kdo bi rad trpel? Nihče ne bi rad trpel. Ampak kaj je trpljenje? Mi vemo, da bolečina je šele na 4. ali pa 5. mestu, a veste, v trpljenju. Gre bolj za esencialna trpljenja. Gre recimo za osamljenost. Skrb, da ne boš nekomu v nadlego. Nemoč. Jaz recimo se spomnim z prakse, a ne? Enkrat recimo ena gospa je bila tudi tako, sama, vdova dolga leta, brez otrok, a ne? In je rekla, a veste, jaz enkrat na teden grem v trgovino in takrat spregovorim, drugače nimam z nikomer govoriti, a ne? Sem čisto, res sem tako, pa vidiš to neko depresijo v njej in tako, a ne? In sem rekla, gospa, kako vam lahko pomagam? Pa je malo razmišljala in je pa rekla, a bi me malo objeli. A veste, da sploh ne vem, kdaj me je nekdo objel. Ljudje smo lačni ljubezni, lačni dotika, lačni besede, topline, mehkobe, srčnosti, ene fine kulture, ki nas učlovečuje. A ne? In zato je bilo potrebno več druženja, več sodelovanja, več vsakršnega plemenitenja družbe in večanja dostojanstva pri tem. Tu ste še me lepo vprašali, kako je recimo med temi, torej, če je bilo to 17,000 recimo teh, ti bi bili recimo na spisku kot tisti, ki bi lahko bili potencialno izvajalci tega, a ne?
Ampak recimo, zdaj med zdravniki bo sigurno levji delež se uprl temu in bo podpisal pač ugovor vesti. Zdaj pri medicinskih sestrah, medicinske sestre imajo to eno veliko smolo, da so njihove predstavnice zbornice zdravstvene nege zelo leve, tudi recimo Skela Savič je tudi recimo soavtorica zakona, a ne? In tudi recimo so sicer to malo podredljive, mogoče sem to narobe rekla, ampak kakorkoli pač v medicini je hierarhija, ker pač gre na koncu odgovornost za življenje, a ne? In se velikokrat podrejajo, a ne? In jaz mislim, da bi zaradi tega medicinske sestre pri tem zakonu bi zelo nasrkale. Ker recimo v Kanadi imajo tako narejeno, recimo, to so mobilne ekipe, kot je recimo pri nas paliativna, mobilna ekipa, ki pride na dom, kjer je v glavnem recimo medicinska sestra, sploh brez zdravnika, nastavi kanal, pridejo, naredijo, opravijo, grejo. Ne? In pri nas je bilo enako, tako da pri nas je bilo 100% smrtnost. To ni tako kot v Avstriji, 10%, ko sem rekla, da samo v lekarni dvigne, pa vzame, pa ne vzame. Ne? In še nekaj bilo pri tem dobro povedati. Aha, veste kaj še? In tudi recimo zakon določa, da nima nihče pravice ugovarjati, da bi se na njegovem ali domu ali njegovi ustanovi ta zakon, torej to zgodilo. Recimo domovi starejših so vsi v tem, tudi katoliški. Tudi katoliški, Avstrija, Švica, Nemčija, vsi imajo absolutno izvzetje tega. Tako da so recimo katoliški domovi so takoj zdaj dali ugovor, da je to pač za njih absolutno nesprejemljivo, ker to bi pomenilo, da morajo narediti sobo za ubijanje. Ne? In tudi ti ljudje bi potem hodili mimo, pa razmišljali, kdaj bodo to sobo šli. Ne? Mislim, a veste, to je tako nehuman zakon, to je tako grozljiv, tako strašljiv zakon, da jaz pravim, da jaz imam knedl pa kepo tukaj v sebi, ko moram o tem govoriti, ampak o tem glasno govorim, zato ker pač vidim to kotalečo se kepo, ki se bo raztrešta, ne vem kje, če tega ne bomo prepričali. Tako da, veste, nekaj bo treba narediti. Jaz sem prepričana, čeprav sem torej, nobena smrt ne sme biti uzakonjena. Smrt ne sme biti nikoli uzakonjena. Lahko pa naredijo spet poklic evtanazista, bom prijazno rekla, nekdo, ki se s tem ukvarja, nekdo, kjer bo recimo neodvisna komisija zunaj medicine to odločala. Predvsem smo vam ves čas predlagali, da naj država plača tistim, ki hočejo to v Švici in naj grejo in naj to imajo. A veste, ker jaz vam povem, jaz sem brezmejno ponižna pred vsakim trpljenjem. Mi, ki smo v medicini... Kako? To sploh ne sprobiti. Ja. No, ampak hočem reči to, a veste, ljudje res trpijo. A ne? Ampak to, zato ne smeš imeti zakona, da jih boš ubil. A ne? Paliativno skrbo, ker s tem se lepo da, in smrti dati njeno pravo mesto. In tudi ne pustiti, mi imamo 80% kremacij. Avstrija in Italija ima samo po 20%. Mi smo smrt izključili iz našega miselnega kroga. Vnučki ne smejo, otroci ne smejo na pogrebe, da bojo stres doživeli. To je noro. Babica je na Maurici. Ja, kakšni Maurici, lepo vas prosim. A ne? Mislim, a živimo v pravljici? Evo, tamle Meta Tavčar se je prej še prijavila. Ja, sam mene pa to zanima, čeprav mogoče se to pozgleda malo pesimistično. Jaz prosim, želim, da to ne bi bilo sprejeto, ker z vsemi argumenti. Zdaj pa si jaz koli mislim, kaj pa če bo? Kaj če bo zakon obveljal? A jaz lahko od svojega lečečka zdravniku rečem, da na mojo kartoteko, tako je lahko napisan kave penicilin, to pomeni alergična sem na penicilin, to je z rdečo napisano na kartoteki, ali jaz od svojega lečečkega zdravnika lahko zahtevam, da na mojo kartoteko z rdečo napiše kave eutanazije. Odlično, odlično. A veste, v Kanadi imamo en primer, recimo, ljudje si dajo tetovirati. Ne eutanaziraj me. Si ne eutanaziraj me. Ne? Ja, ampak se pravi, zakon pravi, da je treba vsak trenutek, ko recimo je da je treba to ponujati. Ker zdaj recimo v Kanadi imajo v vseh zdravstvenih ustanovah imajo eutanazijske time, ki hodijo naokrog in pritiskajo. Domovi ostareli. Pa to bo, jaz sploh ne smem pomisliti. Sploh ne smem pomisliti. Dobro, jaz bi počas to temo
zaključil. Jaz bi se zahvalil predavateljici za izčrpno predavanje. Mislim, da smo ogromno odnesli, ampak tako kot sem že v uvodu povedal, lahko še ogromno naredimo do nedelje. Do nedelje so še 4 dnevi in ne misliti, da je nedelja dan, ko gremo samo volit, pa nič drugega. Nedelja mora biti še cel dan aktivna. Mi imamo telefone, lahko ogromno ljudi še povabimo čez mesece, po Facebooku lahko rečemo, pojďte volit. Ni, sobota je tisti volilni molk, nedelja je pa čas, ko se gre na volišče in se povabi prijatelje, znance, sosede, lahko še obrnemo trend. To smo že dokazali, da to znamo in to zmoremo, samo moramo delati. In če ne bomo naredili, potem smo tudi lahko se pripišemo kakšno krivdo, da smo naredili premalo. Z enim telefonom, z enim klikom lahko naredimo ogromno. Samo pogledajte, koliko imate telefonskih. Številko v imeniku, ne se bati, povabite te ljudi, napišite mesec, pejmo skupaj volit, pejte volit in jaz verjamem, da bo rezultat tukaj. Za hvala še imam tukaj. Kompliment, da najbolj kot mikrofon. Ker imam 6 vnukov. Za jesensko. A naj bodo sliko, ko so tako lepa? A naj bodo sliko, ko so tako lepa? Vse, pridi Andreja zraven. Pridi Andreja. Tudi za Andreja pa bomo skupaj. Aha. Pa še vsi malo počakajmo, še imamo eno presenečenje. Za Andrejo, ki je pa naredila tak lep povod. Pa tudi ena rožica. Ena fotografija še? Tako? Zasmeh? Hvala lepa. Hvala lepa. A veste, zdaj pa čisto jaz še nekaj reči. Mi imamo veliko moči. Mi moramo združiti svojo moč. Dajmo si roke podati. Roke drug drugemu, roke si podajmo, ustanimo, roke si podajmo, vsi roke si podajmo in jaz verjamem v našo zmago in dajmo si zapeti na našo zmago nekaj, kar vsi znamo. Tako, pa ne beremo.